Danes v Pomurskem dnevniku. Možnost poplav v Pomurju. Projekt namakanja iz Mure. Vinski vitezi. Cene goriv spet višje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi obilnejših padavin, ki bodo vztrajale vse do jutra, izdala tudi oranžno opozorilo za možnost poplav na območju Pomurja. Kakšno je stanje z nasipi, ki so jih poplave v začetku avgusta uničile, in kakšna je pripravljenost gasilskih društev v primeru vnovičnega poplavljanja? V Dolnji Bistrici, kjer so poplave v začetku avgusta predrle nasip ob reki Muri in poplavile številne hiše, se danes ne pričakuje obsežnejših poplav, saj je pretok voda v mejah normale, obilnejših padavin pa ni bilo. Zdaj so čisto normalne razmere, na reki Muri pretoki so pod vsemi kritičnim, tako to je nekde normalni pretok, ker ga pričakujemo čez celotno obdobje. Dejansko informacij, da naj ta val vode oziroma pritisk za teh padavin ne bi ravno pritiskal proti našim predelom oziroma naši vasi ali pa dejansko predelu z reko Muro. Ker pa je to vrstne dogodke težko napovedati, teroča voda namreč lahko pride tudi iz sosednje Avstrije, so gasilci na celotnem območju ob reki Muri v polni pripravljenosti za intervencijo, če bo prišlo do poplavljanja. Smo še zmeraj zavarovani z vrečami na nasipih. Teh je kar precejšnjo število in seveda na tistih najbolj občutljivih točkah. Cel čas poteka tudi nadzor. Mi tega nasipa zaenkrat še ne pustimo pri mirovanju. Smo dejansko non-stop prisotni. Tudi sam sem se včeraj pridružil pregledu posebej tega dela, kjer je prenovljen oziroma nadomeščen z materialom, ki je na novo nasipan. Skrbijo jih predvsem manjši vodotoki ob naseljih, zaradi česar so že priskrbeli več tisoč protipoplavnih vreč in dodaten pesek. Trenutno smo, mislim, da z zadostno razpoložljivostjo materiala, da se lahko ubranimo za vsak slučaj, čeprav pravim, da verjetno ne bo ravno proti nam. Ampak jutri se bo znalo, kolikšna je dejansko še potreba nabaviti spet rezerv od vreč pa do drugih materialov. Še vedno pa so v fazi sanacije tudi uničeni nasipi, katere želijo razširiti in nadgraditi, a so zato potrebne še soglasje za uporabo kmetijskih zemljišč, pri katerih se zatika. Nasipi so zato za zdaj zgolj intervencijsko zadelani, kar pa obsežnejše deroče vode ne bi zadržalo. Ko se vode umirile, se malo posušilo, smo celotne betonske bloke izkopali, smo sanirali temeljna tla in potem smo tudi intervencijsko zadelali ta del visokovodnega nasipa. Čeprav se črn scenarij tokrat ni uresničil, gasilci tako opozarjajo, da bo potrebno tudi v prihodnje biti v pripravljenosti za intervencije, saj je možnost razlivanja vod še vedno precejšnja. Nikakor ne bomo smeli na tem delu popustiti, da bi ne bili pripravljeni oziroma ne imeli dovolj zalog pri materialu za preprečevanje razlivanja vod. Tudi za obstale občane pa še vedno velja, da spremljajo vremenska opozorila in upoštevajo vsa navodila civilne zaščite ter se v primeru poplav ustrezno zaščitijo. Včeraj je na sejmu Agra v dvorani 1 potekal strokovni posvet o možnostih namakanja kmetijskih površin na območju Pomurja. Organizatorji so bili Pomurska gospodarska zbornica v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota. Z izjemo letošnjega leta so bila prejšnja leta precej sušna, ker pa reka Mura v deževnem obdobju predstavlja nevarnost za poplave, so včeraj na strokovnem posvetu debatirali o tem, kako bi bilo mogoče odvzeti Muri del vode in jo pripeljati do območij, ki vodo potrebujejo. Pa namen je bil, da pokažemo tej projekt, ki ga delamo zadnji 2 leti, to je ena projektna skupina skupaj Pomurska gospodarska zbornica pa Kmetijsko-gozdarska zbornica. Predvsem smo želeli pokazati, da je edini način, da
kmetom omogočimo neko dobro letino, da namakamo kmetijske površine iz reke Mure, ker reka Mura je tudi edina možnost, ki jo trenutno imamo na razpolago. Študija je to tudi pokazala, podzemne vode je premalo, da bi namakalne sisteme napravili na podzemno vodo, tako da bomo jo delali na tisto, kar imamo, to pa je reka Mura. Reka Mura je takrat, ko mi vodo rabimo najvišje, vodostaji so takrat najvišji in edino iz reke Mure lahko odvzamemo vodo. Zakaj namakanje? Predvsem zaradi tega, ker trenutno namakamo 1000 hektarjev, mi bi pa želeli oziroma moramo namakati 15 000 hektarjev zemljišč, kar zatem, če bomo odvzemali vodo iz reke Mure, lahko naredimo. Jaz mislim, da vsi ti, ki so danes bili tu, dejansko ta projekt tudi podpirajo. Kakor vidim, da na območju Pomurja lahko rečem, da podpirajo ta projekt vsi župane. Se pravi, na nek način smo prišli do spoznanja, da drugače več naprej ne gre, kot da resno pristopimo k projektu in začnemo že enkrat namakati v tej pokrajini ob Muri te plitva tla iz reke Mure. Zakaj se stroki zdi pomembno, da se reko Muro izkoristi? Danes imamo pač poplave, ampak suša bo pa prišla, suša je že bila in nekako treba je pomoč kmetom, proti podnebnim spremembam se je treba boriti in boriš se lejko tako, da narediš pač infrastrukturo, ki potem omogoča takrat, ko suša je, da jo lejko namakamo. Podpora je že bila prej, ampak seveda kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni je neka inštitucija, kjer se zbere res stroka in pa zainteresirana javnost in še seveda vse tem treba zadeve predstaviti. In kako bo z investicijami? Ko se bo projekt začel, trenutno smo videli, da imamo 6 točk do tega, da pridemo do neke investicije, do gradbenega dovoljenja, potem pa do investicije. Ko bo do tega prišlo, bo potem tudi projekt tisti, ki bo omogočil, da se bodo vse te investicije, ki se bodo delale ob reki Muri. Smo pa nekako na tem, da želimo čim manj posegati v prostor reke Mure, to bi bili neki sonaravni odvzemi, potem bi pa tudi te investicije pa te objekte uporabili tako za namakanje, kot tudi za odvodnjavanje. Podobno kot že vsa leta samostojne Slovenije je mednarodni sejem Agra tudi letos ob dnevu vinogradnikov in vinarjev na Pomurskem sejmišču gostil številne vinske viteze. Poglejmo si, kaj nam je uspelo ujeti. Vinski vitezi se vsako leto na dan namenjen vinarjem tradicionalno udeležujejo degustacij vina na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Mnogi izmed vitezov pa so se udeležili tudi podelitve priznanj, ki so jih vinarji dobili na 49. mednarodnem ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2023, kjer je bilo ocenjenih preko 650 vzorcev tihih in penečih se vin. Slovenski vitezi vina imamo dosta prireditev in sicer ena od prireditev je tudi srečanje na vinskem sejmu. To je tradicionalno in moram pa povedati, da dobro sodelujemo z Radgonskim sejmom in Radgonski sejem nas vedno povabi v ta vinski hram, ki pa degustiramo ta vina, ki so bile ocenjevane. Lahko pa povem to, da smo ponosni, da je dosti vitezov tudi vinarov, ki pa danes dobijo zelo visoka priznanja. To ocenjevanje vin v Radgoni pomeni eno prestižno ocenjevanje in če dobiš tu nagrado, se res lahko hvališ. Mogoče včasih je ta nagrada več vredna od dekantera ali pa drugih tekmovanj. Saj to so slovenska vina, to so vina z našim okusom in to so vina, ki tudi mi radi pijemo. Letošnja sezona pa je bila z vidika vremena zelo težka za vinogradnike. Kaj lahko pričakujemo za letošnjo sezono? Fejst različno. Ta del okrog Radgone, Kapele, Cerkvenjaka, to je skoraj totalka. Te imamo dela proti Lendavi, ki pa ni problem, na Goričkem tudi izgleda, da ne bo problem. Glavni problem je toča in ne samo toča, ker je bilo razmočeno, nismo mogli škropiti in seveda tudi bolezen je svoje napravila. Kako pa je s kvaliteto vina v Pomurju? Se lahko primerja tudi z drugimi po Sloveniji? Mislim, da je ena stvar je to, da mogoče vinari podzavesti mislijo, da bo se le enkrat cena vina dvignila. Se lahko povem, da danes po 3 evre skoraj ni vina, pa to je prav. Pridelava vina je draga, pa zakaj ne bi bil tisti, ki se s tem ukvarja, kot toga živi, tudi enako nagrajeni, kot pa tisti, ki recimo na poli dela ali pa v industriji. Moje mišljenje je, da mora biti vino cenjeno in da moramo
glavnem moram povedati, da imamo v Sloveniji, pa še posebej v našem koncu, dobra vina in zakaj ne bi to tudi z eno dobro ceno naredili, če primerjamo z vipavskimi vina za Krasa, kjer so pa cene za naše razmere fantastične. Pa po mojem se pa naše vina lahko čisto direktno kosajo za tistimi. Cene reguliranih pogonskih goriv so z včerajšnjim dnem kljub nespremenjenim trošarinam više. Liter bencina bo dražji za 3,3 centa, liter dizelskega goriva pa za 1,4 centa. Za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,2 centa več. Nove cene bodo veljale do vključno 11. septembra, so sporočili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Za kurilno olje bomo tokrat odšteli 1,156 evra. Bencin bo najdražji po obdobju od 19. julija do 1. avgusta lani, ko je liter stal 1,620 evra, dizel pa po obdobju od 22. novembra do 5. decembra lani, ko je bilo za liter potrebno odšteti 1,623 evra. Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah pa trgovci določajo sami. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih oblačen dan z občasnim dežjem, imeli pa smo okrog 15 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo tako v poldne namerili 15 stopinj, prav toliko pa smo jih namerili tudi v Murski Soboti in v Lendavi. V Radencih smo namerili stopinjo manj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okoli 15, podnevi pa med 23 in 24 stopinj Celzija. V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo sončno. Jutri bo še sveže, čez dan bo postopno topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 15, čez dan pa od 23 do 28 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tv.si. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri.